Tako, jesen je tu, smo konec oktobra, drevesa že dobivajo svojo jesensko preobleko, ne? Nekatera so že tudi odvrgla listje, no pa začnimo z tem majhnim drevesom ali grmom, ameriški zentoksil, zentoksilom americanum. Gre za takšen aromatični grm, včasih kdo reče, da diši po ganđi, ampak to ni ganđa. Tile plodovi imajo en estetski učinek, če ga malo pogrizljamo, nam malo omrtviči jezik in ustnice, reče, pa ima trne. Tako, tole smo malo porezali, gre za amurski plutovec z Kitajske. To so kitajske kutine, Pseudosidonia sinensis. Tole levo so vse bele murve, sajančki. Pri murvah je tako, da so lahko moške ali ženske. Moške le cvetijo, ženske obrodijo. To je perzijski judeževec, je že odvrgel listje. To imamo tuna ali tona sinensis, kitajski cedrovec, užitna zadeva, poganjki mladi se jedo. Ko presajam, sem opazil, da tudi korenine lepo dišijo po česnu. Tole so pa kitajski judeževci, no tule ko vidimo, ne, perzijski je že odvrgel listje, kitajski še pa ne. Tule je nekaj ambrovcev. No, te prejmo zdaj z leve strani, tole so kalifornijske kalocedre, božje drevce, domače drevo, Ilex aquifolium, japonske toreje, potem španske jelke, Abies pinsapo, potem tule vmes še ena Abies spindro, pa mislim, da tudi ena Abies squamata, tisto tam še moram presaditi. Tole imamo Calopanax pictus, takšno drevo z javoru, podobnimi listi, z trnatimi vejami. Potem tukaj imamo asimine, sajančke, tudi obrodijo, mogoče malo bolj neredno. Doma imam dve drevesi, ki obrodita, ampak eno le 10% drugega. Tukaj so zdaj ambrovci, ki se tako jeseni lepo obarvajo. Liquidambar stiraciplua, posebno so tudi veje, ki oplotenijo. Moram poiskati eno drevo, evo, tole. To ni bolezen, včasih ne mislim, da je bolezen, ampak ni, ne. Tako, to. Zdaj, ko pokažem eno razliko, ne, to so japonske cercidifili, pa tudi tule prej so, ampak tile so bili pognojeni, teh pa nisem uspel pognojiti, pa so nekako prej zaključili z vegetacijo. Tole so vse japonske toreje, toreja nucifera, Nemci rečejo Japani še nussbaum, torej, oziroma nusseiche, pardon, japonsko orehova tisa, tako smo prevedli. Potem tukaj so spet ambrovci, tule je nekaj evodi, čebeljih dreves, nekaj kitajskih oziroma japonskih drenov, tukaj so ginkgoti, te še presajam v večje lonce, to je zdaj manjši lonci, potem je pa nam v večje lonce. Tako. Tako. To, ki ima takšne neugledne liste, tole so navadni usodniki, cvetijo pozno jeseni, lepo dišijo cvetovi. Tudi z te strani so enaki. Potem tule so eni javori, elegantni javor, Acer elegantulum. Tole sem že jaz, kako bi rekel, mislim reč, seme sem nabral v Murski Soboti, ampak je izredno malo na internetu napisano o tem javoru. To
temi listi, neuglednimi jeseni, je pa virginijski kaki. V bistvu jeseni sploh ne impresionira napram našemu kakiju, v narekovaji našemu Diospirus kakiju. Tole so povsem maklure. Sorodnik murve, moška in ženska drevesa obstajajo. So bodeče do izuma, bodeče žice so Američani svoje pašnike zagrevali z makluro, zato je razširjene po celi ZDA. Tole so mandžurski javori, ki se jeseni obarvajo v rdečo. Tako. Zdaj pa še gremo malo na to stran. Tole so Macchia amorensis. To pa ne nikoli troflika je. Liste ima kakor, kaj bi se rekel, mogoče kot kaki lovor, ampak dost ožje. Ali pa kakva vrba, ampak so dosti bolj mesnati listi. Tole je hrast iz Japonske, Quercus versinifolia. Ta zadeva je tudi zimzelena, gre pa za hrast plutovec, s katerega delajo zamaške plutovinaste. Tole so maklure Caragane arborescens. Gre za takšen nizek, nekaj metrov visok grm, ki cveti rumeno, spada med metulnice. To pomeni, da je v bistvu sposoben črpati dušik iz zraka s pomočjo simbiotskih bakterij, ki se tvorijo na koreninah. Mislim, da se jim reče rhizobium bakterije. To za takšno lepo barvo se nekatere obarvajo, so pa indijske lagristrimije. Meni so izredno všeč, pa tudi na splošno, v vseh letnih časih so lepe. Zdaj so lepe, ko se začnejo barvati, po zimi je tudi njihovo ljubje izredno lepo. Sicer pa najbolj impresionira poleti, v naših krajih pozno poleti, prične s cvetenjem nekje avgusta, letos je mislim, da celo konec julija cvetelo v velikih grozdastih cvetovih. Zdaj tole so sajančki, tako da lahko, mislim, predvsem cvetijo vijolično, lahko tudi kateri drugi odtenek. Dobijo se pa sorte, ki pa različno cvetijo. Potem tukaj imamo latnati mehurnik Coloruteria paniculata. Sadijo ga tudi čebelari zaradi cvetenja v juliju. Ko drevo cveti, cveti obilno z grozdastimi rumenimi cvetovi. Po zimi tvori takšne okrasne lampiončke. No tole pa ena vrsta javora. Listi sicer niso najbolj podobni javoru. Jesen je izredno lep, ko podvrže listje, pa pride do izraza njegovo ljubje, ki se lušči. Nemci mi reče Zimtalhorn. Cimeto javor. Tako. Še gremo malo dalje. To. Pteroceltis tatarinovii. Ne vem, kako bi mu rekel po slovensko. Ne vem, Pteroceltis mu rečem. V glavnem raste tako krilato, podobno kot kavkaški krilati oreškar. Iz njega delajo posebno vrsto papirja na Kitajskem za kaligrafijo, Xuan papir. Potem pa ena izmed bolj spektakularnih jesenskih dreves, v narekovaji jesenskih, ki se jeseni lepo obarvajo, so pa perzijske bukve ali pa rocije. V bistvu niso tako sorodne bukvam. Mislim, da so bolj nepozemnikom sorodne, pa ambrovcem. Izstreljujejo semena. Tako. To so le perzijske bukve. Rade tako rastejo več debelno. Zna se tudi zgoditi, da veja, ki se pogne do tal, se ukorenini in tako da izgleda, kot da raste v zemljo. Tole so pa tulipanovci.
Liriodendron polypifera, ki se barva jeseni v takšno barvo. Sicer pa ima take tulipanom podobne cvetove, rumenkasto zelene. Gre pa za ogromno drevo, včasih si ljudje to na vrt posadijo, ampak to je drevo primerljivo z bukvo ali pa hrastom v gozdu. To so tudi cercidifili. Tole je ena vrsta javora, kačasto ljubjastega. Tako. Tole so kladrasti, kentakijski kladrasti iz Kentakija, japonske sofore, drevo primerno za čebelarje, cveti v juliju do avgusta. Tole so tudi cercidifili, ampak mislim, da gre za eno podvrsto. To so turški lešniki, edina vrsta lešnika oziroma leske, ki raste kot drevo, kot hrast v gozdu. Tole je kitajski majnik, sorodnik španskega bezeka, zraste 5-6 metrov. Tole so kitajske pistacije, moške, ženske, niso za jest. Močvirski hrast, trnata gličija. In to bi bilo vse. Še pogled na parovcije.